Preden začnemo, vam bom pokazal, zakaj mi včasih zamujamo snemanje cele štale. Oziroma, zdaj sem čez 5 minut bom tam, samo moram pod nujno sredi, ker tole je pa pizderija. Neke zjebane palačinke sem jedel in me zdaj tako navil, da not good. Tako da mi povej, a je vec tam dol pri lokalu? A je bil pri lokalu? Ja, je bil, smo zrihtali in lej prerojen. Cela štala številka 8 bo znana po tem, da nas je obiskal izpadli tekmovalec Žan, kajti on je izpadel v areni in sedaj je on prišel. Je pa vsekakor, da se mi zdi, da sem prehitro tu prišel sem, ker pač res mogo bi še ostati v kmetiji, se dokazati, celo zmagati. En tak hecen teden imamo zdaj, ne? Ker v bistvu se je začel z areno. Ja. In končal se je pa tako nekje na sredini, da mi zdaj ne vemo čisto točno, kje smo, pa dajmo mi tudi začeti zdaj z areno, kakšna je bila, kako smo to doživeli mi. Ja, Zunika si odklepil! Bog pomagi tega, ja, ajde te! Bomo videli. Ja, bil je kar velik preobrat drugače, ne? Čigav brat? Preobrat. Ajde, 50 jurjev! Bravo! 50 knedlov! Ja, je pa bil boj, ne? Ja, bilo je mesarsko klanje, če smo iskreni, in tudi dva ta prava kmeta, ki sta največ naredila, ki sta največ delala, tak delovski spopad se mi je to zdel in bilo je res na nož, ampak ja, obrnil se je mrskej in na koncu zmaga Stanislav. In imamo zmagovalca današnje arene, to je postal Stanislav! Prav, Stanček! Zdaj je še sploh tak podkurjen, se mi zdi, da odkar je šel prvič v areno, da je zdaj pošel ven pač prav tako jezen nekako. Počutim se kot črna ovca, ampak sladko bi bilo, da se vrnem, da v zarinem nož v hrbet. Je, in on bi zdaj tudi rad mal se v taktiko dal, ne? Ta del mu pa ne uspeva še vedno, ne? Tukaj pa še vedno malo prekratek. Kaj je s tem modelom? Pač, Jesus, on res ne zna taktizirati. Dobro razmisli. Dobro, bom malo razmislila. Dobro razmisli. Ne, tle, res super dečko, super pride, ampak karkoli on proba taktizirati, to je pač. Ne, to je misija nemogoče. Jaz res upam, da si jo uspel prepričati, bomo vedeli zdaj, kaj se bo zgodilo. Dejstvo je, da Stane nima nič. Ker bom tukaj začela in bom tukaj končala, Stane nima nič. Res ni taktizer, res ni. A če pa mi malo o tem zavajanju pa o taktikah spet, se mi zdi, da to je zdaj vsak teden je tega več. Še Žan bo povedal v pogovoru, da si on tudi je želel, da bi še malo več taktiziral, da je to pol ugotovil. Ja, vsekakor bi več, ker s toliko taktiziranja kot zdaj bilo skoraj nič, ne prideš daleč, te hitro zajebajo. Vse več, da bi ljudje taktizirali, ja. Se pravi, da bi še tisti, ki niso taktizirali Ne vem, več. kako bi bilo, če bi bilo še več, ker že zdaj jaz beležko gledam, res presežem. Ja, ne, jaz mislim, da kmetija ima napačno ime. Mogla bi cela štala, tist pa tole kmetija, ker to je pa norišenca. Jaz priznam, da ne zastopam več, kdo je s kom skupaj, zakaj je nekdo skupaj, kdo je s kom skregan, zakaj je nekdo skregan, na kakšen način, pod katerim kotom se ljudje kregajo. Jaz sem tako, kaj točno se tle dogaja. Tik pred koncem smo, kmetija je postala kot en velik kup dreka, ko ga moram kidati skozi vehlevo. Razen Timu se mi zdi, on je edini, ki ima vse jasno. Pa se mi zdi, da vsi delajo taktiko za en korak naprej, on je pa tako že 4 korakov naprej. Kaj se bo zgodilo, kaj je za koga dobro in kaj ni. Pač deli ti, kar ti hočeš, ne? Ampak konec koncev moja beseda je zadnja. Imam pa tle prav napisan, Žan zavaja Staneta, Tjaša Timu ne pove o sobi, Stane bi pa hotel malo zavajati, pa mu ne rata in je v bistvu vse te alineje na koncu končajo, da je pa Stane spet izdan. Moj Žan, kak si me zajel, tukaj ti ni oproščaja, sigurno ne. Tukaj enih taktik je, da je čuden, da nekdo je pač zmer prizadet, čeprav je to bo zdaj že kar parkrat. Ali to ni, ali pa to Stane, ne? Izdanislav. Izdanislav. Boš bil nategnen, ne? Ja. Ma tega listka nisem najdel, ampak če je ta listek je ali pa tudi če ga ni, jaz bom tukaj zmagal vse, ki obstajajo tukaj. Vsaj ena kmetija letos, meni ni še noben. Čeprav zdaj je Tjaša takrat, ko potegnila, ne? No pa pojmo mi še v primer Tjaša. Saj en krivec mora biti, ne? A jaz se tukaj
Jaz se tukaj sekiram, če povem kaj grdo čez koga, ker mi je človek dobra oseba. Jaz se tukaj sekiram, kam mu povedala čez Anjo, kam mu povedala čez Tima, ker sta mi dobre osebe, ker v Niku vidim dobro, ker mi je težko zastanete, za vsakega mi je težko in se sekiramo dejansko, pa me lih to ti vsi dajo v drek. Kje je šlo v bistvu tako zelo narobe? A je ona tako kot človek malo pod pritiskom? Jaz mislim, da naprimer Tim zaledje, ki je že na začetku prišel zaledjem, ki ga rine naprej. Ne? Tu je pač Tima rešilo. Medtem, ko Tjaša nima te brezpogojne podpore, Tako, kot jo ima Tim. In mene recimo zanima, a kdo od vas si zna predstavljati, ker mi se to že nekaj cajta sprašujemo, zakaj Tamara in Anja tako brezpogojno podpirata Tima. Da mi greste to narediti, da greste to Timu narediti. Ne. Zdaj bom naredila vse, da se to mišljenje spremeni. Tudi Žana sem vprašal med tem, ko si je dajal masko gor pred snemanjem, kaj je, pa je rekel, da on tudi ne ve. Ne, res, to, ko smo se pogovarjali prejšnji teden, Tjaša pa Tim sta oba res taktizerja, da jo iščeš. In Tjaši se je v tem tednu res zalomil, predvsem zato, ker smo rekli, da ni podpore. Zakaj ima Tim podporo in ne vemo, ne moramo vedeti. In mislim, da bo tudi Tjaša zelo kmalu tudi koštala, ker zdaj pa se je zlomila kar dobro. Pa ni, za moje pojme ni stvar taktiziranja, da se je zlomila, ampak mislim, da je prišla na rob in padla čez rob. Ja, dejansko prvič vidim Tjašo, da je tako hudo, logično, zato ker pač so se karte totalno premešale. Borbati moramo, to je to. Ima pa ona kljub temu še vedno tisto eno svojo prednost, ne? In to je, da je pač, tudi če ona že pristane v areni, je ona še zmer Tjaša. Ne bom več cela neka prestrašena, objokana, to ni meni podobno. Na tej kmetiji se mi zdi, da so vsi videli že na samem začetku, kakšna konkurenca sem in so se me vsi bali. Čas je, da vidijo spet, kakšna konkurenca sem in se me malo bojijo. Močna je zelo in se zato je zelo v vrhu, kar se tiče favoritov. No? Tjaša problematična, da je. Da je. Kmetija je zelo, zelo težka igra. 2 tedna nazaj živčni, ker so oni odkrili sobo, pa je niso znali odpreti. Prejšnji teden smo bili živčni, ker so odkrili sobo, jo odprli, pa nismo vedeli, zakaj točno so oni tam noter. Ta teden je pa Žiga najdel, ne? Tisti zadnji namik in zdaj pa končno še kar ne vemo, kaj je. Glej ga. Ja, mislim, teli poštari, bom tako rekel, no, mi grejo res poštene, že zdaj znajte, prevrnite vse te sode, dajte nekaj že zrihtati, že 3 tedne poslušamo, kaj točno je noter. Dajmo. Težko je moje ime prebrati. Anas Platirinkos. Pod mojo težo se skriva zaklad. 2 debela brata varujem in se hudujem. Kaj bi lahko bilo? Ja, stopnico finale. Ker drugače se zna zgoditi, da boste naslednjič pač Žiga proti Tjaši v areni. Ampak lahko se pa spreobrne, ker tudi govorili smo, da po maji bo tudi Nik zelo kmalu prišel na tapeto in ne vem kaj. In evo ti ga na ta teden Stanislav in Nik lepo oba z nasmeškom na obrazu se nasmehnila in ostaja da še en teden. Moram reči, da smo Stanetom imela vsem tem več sreče kot pameti. Hotela sva en drugega zafrkniti, zdaj sva pa skupaj profitirala. Nik zdaj, on itak ve zdaj, da kakorkoli cajta mu bo še uspel ostati v kmetiji, je bonus. Ja. Nima nič za zgubiti. In on je zdaj res lahko sproščen in se zafrkava in pač lahko pričakuje vsak teden, da bo šel ven in vsak dodaten dan je njemu super. Život je pun uspona in padova. Usponi so usponi, padova je v Italiji. In kdo je zdaj bil glavni člen, ne Tjaša, ne Stanislav, ne Nik, ne Tim, ampak moja ljuba Marjana. Mislim, da vse zamere, kar se tiče Marjane, so šle v pozabo, ker je takrat izdala njihov klan in tako naprej. Od tega momenta, ker je ona njega in Stanislava, oba sta se tudi sprostila, ne? Takoj, ko je bilo jasno, da nista to, Nik je bil drug človek, Nik je bil, pa ona je bila dobra. Oni meni lažejo. Ampak jaz jih lažem nazaj. Marjanca, uradno si postala prva dvobojevalka. V areni se boš zagotovo ta teden borila kot levinja. Okay.
A bo šla domov, ne? Naslednji teden. Ja, ona ima vrt za zrihtati, no, veš, Radič, koliko ona ona ima dela radič. doma. Radič mora ona porihtati. Ne. To je samo, ona do zdaj ni taktizirala, to sem sama že povedala, ona prijetna ženička, ki ne, pač ni igrala umazane igrice. Zdaj pa, je ona začela malo kalkulirati, rekla, jaz bom minila zdaj, ja, dajte mene, jaz bi šla domov, jaz bi šla zdaj na odbor bi, ko mi čakam ponedeljek. Bo pa padla. Ines, padaj, domov, 100%. Dajmo! Marjana do finala. Na majce. Na Ja, majce. Marjana dobro. Sex on the beach, to sem si pa res močno želela. Zdaj bomo pa mi se nehali pogovarjati. In se začeli pol pogovarjati z prvim kostcem Republike Slovenije. Si kaj razočaran nad sabo, Žan? Pa ne, nisem razočaran, žal ni šlo. Nič ne morem spremeniti, tako da brez veze biti razočaran nad sabo, sam sebe bi slabo delal, samo z dvignjeno glavo naprej. Bi rada vidva des, kaj njega vprašam? Ma ne vem, kaj ga vprašati, ampak imam pa eno željo. Da karkoli ga boš vprašal o tem njegovem narečju. Ne morem, ne, sorry, tega Prav, vprašaj ga, ker smo videli, da ti gre dobro. Vem, Matica, ampak ne morem. Jaz sem zelo vesel, da se mi je danes v celi štali pridružil tekmovalec, ki je veliko dal v tej igri in sedaj je tu z menoj, kaj ti izpadel je in to je Žan. Pa ni me to nič kaj posebej presenetilo. Dobrodošel. Hvala. Sem mislil, da boš tako. Koliko si ti sebe začutil zdaj v tem, kar sem jaz govoril? Mislim, so bila neka približna imitacija, ampak daleč od mene, ne? Da tam staneta za glavo, ne? Ne mi tega delati, prosim te lepo, ne mi tega delati. Bova kar s Tjašo, ne? Štartala midva. A je... Ti si itak se mi zdi, da se je že v tisti tvoji zadnji ali pa eni tvojih zadnjih epizod malo videl, da ti veš, da te eni malo okrog prenašajo. Tudi zame je dobro konec koncev, da gre Žan v dvoboj in konec koncev potem tudi domov. Itak, potem jaz lahko pričakujem en teden imunitete. Ja, valjda, jaz sem to vedel, ker me bojo obrnili okoli, pač že pri Tjaši sem vedel, pač, ker se je obrnila, da zdrži s timom. Ampak pač jaz sem bil neki mož beseda notre, nisem hotel zajebati nje, pač mislim, samo ona z mene zajebala, nijem kaj drugo reči tu, ampak ja. Nisem zameril, pač brez vede, da bi komu kaj zameril, ker smo se res podpirali od samega začetka in brez vede, da bi komu kaj zameril. A bi zdaj naredil kaj drugače? A veš, da kako stvar, kak odnos, ko bi ga zdaj pelil drugače, zdaj ko ti je malo bolj jasen, kakaj je slika? Je vsekakor Žigeta in Tjaša bi probal prej obrniti proti timu, da bi ga lahko zajabali njega, ne pa da so oni mene. Zdaj bo on meni pametoval, kjer ga jaz vezim, pa kakšne taktike imam jaz pač. Jaz sem še vsem tukaj, on si ga pa dela na Ptuju, Brusi verjetno. Kako sta s timom vidva? Sta kaj v kontaktu ali to ni odnos, ki je obstal? Pač s timom se načeloma nič ne slišivo, ampak če bi ga srečal zdaj tu, naprimer, pozdravil bi ga, rekel, kak je, ono tretjo, ne vem, ne bi pa zdaj nekaj prijateljevalo, po moje, ne. Okay, no, me veseli, da si to rekel, ker tim je tle, ne, tim je. Pri moškem se mi zdi najbolj pomembno, če se det, bo det, ne pa p***a. Kakšni so kaj odnosi zdaj, ko ste zunaj? A se kaj družite s kom? Se vem, da ste malo po celi Sloveniji, ne, ampak a se kaj dobite kdaj? Pa ja, se dobimo, pa načeloma so res med vsemi dobri odnosi, pač nimam jaz osebno proti nikomu nič, če me kdo ne mara, se zato ne sekiral, ampak vedno, če koga sreča, ga bom pozdravil, s katerimi smo se dobro razumeli, se še slišivo, se pogovorimo kaj in to je to. Ok, s kom bi rekel, da si največ v kontaktu? Prej mislim, da si rekel, glih, ko smo bili v maski, da ti je Tjaša sporočilo poslala danes. Ja, glih smo se še danes nekaj glede zadnje oddaje s Tjašo pogovarjala, ja, pa tudi Žigom se dosti kaj piševa, pa Ines kdaj, tako da smo kar še v nekih odnosih. A bi ti, če bo recimo naslednje leto ali pa ne vem kdaj, še kakšna sezona kmetije, bi ti še enkrat skočil v to ali si imel enkrat dosti? Ne, vsekakor bi se še udeležil kmetije, se probal dokazati. Res je, da bi mogoče malo več taktiziral, malo manj delal, pa bi še drugim pustil plat za delo. Sebi pa vzel malo več časa za taktike. Vi ste imeli vmes enkrat eno nalogo, ki je bila tebi zelo pisana na kožo in to je bila košnja, ne? Kaj bo naredila? Tedenska naloga, Žan je začel nerealno, zato se je pa zbudil ob 4 zjutraj. To mi gre od rok, ker to doma počnem že od malega, pač mislim, to so me doma naučili, pač ni mi bilo težko narediti. Pač celo me taka stvar veseli, pač ni mi problem prijeti kose, grem za en koso pa pokosim, to se je že videlo prej, ko je bila naloga, vedno sem za prašičke kosil pa vse, pač
Sprosti me to. Ampak ti tekmuješ v tem? Pač ja, ne bi rekel, da nekaj ful tekmujem to, ampak pač to je vaška veselica, zraven tekmovanje. In to sodelujem in pač se potrudim, da sem čim boljši. Ne? Mi imamo tle, zadnje, jaz ne vem, se vidi, mi imamo eno koso. A bi ti nam trem malo pokazal, zdaj imamo res šanso, da nam nekdo, ki res zna to koso parjeti, nam pokazal, kako se tega hudiča prime. V roke? Ja. Če tako bi... Pa ne, ni kontra. Ne, tako je, pravi. Tako probaj, tako zamahni, probaj. Ja, ne, tak lep naravn gib. Ne, sem zasil, pa daj prav, ne? Ja, ne, to je narobe, meni je to bilo logično, kot na začetku. Zdaj pa ja. Ja, pa zvok izraven, malo. Ne morem, ker sem... Ja, moraš. Zdaj malo. Tu meni se glupo zidi, tele zrak pa zimno. Ja, to se gre tak, ne? Evo, fanti. Nekaj povem? Tle nikoli več nam ne zdrastel.